Bistvo časopisa se začne in konča pri ljudeh. Časopis piše o ljudeh, ustvarjajo ga ljudje, zgodbe so napisane za ljudi, za bralce. Novinarji svoje teme in zgodbe iščemo med ljudmi in popisujemo njihove srečne trenutke, njihove zmage, uspehe, kot tudi njihove tragične trenutke in neizmerljive krivice. Novinarske redakcije so tako prostori kreacije, v katerih novinarji pričevanja ljudi, ki smo jih poiskali na terenu, ustvarjamo v zgodbe. Uredniki so tisti, ki te prave zgodbe prepoznajo in jim v pravem času dajo pravo mesto v časopisu. Redaktori, lektori, fotografi, likovni uredniki, infografiki, tehnični uredniki pa so tisti, ki te zgodbe oplemenitijo, oblikujejo in pripravijo za pot v tiskarno. Tam se neoprijemljive časopisne strani z računalniških zaslonov prelevijo v zelo oprijemljive tiskarske plošče in se odtisnejo na ogromne količine papirja. In čeprav ta proces tiskanja ustvarjajo stroji, spet za njimi stojijo ljudje. Pot časopisa pa se ne ustavi v tiskarni. Skrbno zloženi paketi časopisa nadaljujejo svojo pot na vse konce in kraje. V kioske, trgovine in ne nazadnje v naše domove. In ta občutek, ko bralci vzamemo časopis v roke, je nekaj posebnega. Omogoča nam, da se potopimo v prave, verodostojne zgodbe. Da vemo, kaj se dogaja, da vemo, kaj je zares pomembno, ali preprosto, da vemo več. Svet ni črno-bel, stlačen v predale in podpihan z apriornim nasprotovanjem stališč drugih, temveč splet različnih kompleksnih pogledov, ki nudijo soočenje in dialog. Ni nam vseeno, v kakšnem svetu živimo. Spoštovane dame in gospodje, spoštovani predsednik Državnega zbora, gospod Dejan Židan, prvi predsednik samostojne Slovenije, gospod Milan Kučan, spoštovani ministri, predstavniki diplomatskega zbora, spoštovani gostje, kolegi in prijatelji dela. Dobrodošli na praznovanju jubileja osrednjega slovenskega časnika. Nocoj se bomo zapeljali skozi zgodovino dela, ker je časopis še vedno prvi odtis zgodovine. Podelili bomo nagrade najvidnejšim ustvarjalcem dela in že 29. zapored razglasili Delovo osebnost leta. Najprej pa k besedi vabim slavnostnega govornika nocojšnjega večera, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda Dejana Židana. Prosim. Spoštovani prvi predsednik Republike Slovenije, spoštovane gospe in gospodje, spoštovani gostje, veselje mi je, da vas lahko nagovorim na današnji slovesnosti, 60-letnici časnika Delo, osrednjega slovenskega političnega dnevnika, ki med bralkami in bralci tudi danes uživa poseben ugled. Zgodovina tiskanih medijev, zlasti časopisov, je bogata. Njihov doprinos k oblikovanju sodobne družbe in sveta pa nenadomestljiv. A omenjenega ne bi bilo brez Johannesa Gutenberga in njegove iznajdbe tiska s premičnimi kovinskimi črkami, ki sega v sredino 15. stoletja. Tisk predstavlja tisti mejnik, s katerim se začenja sodobno obdobje človeške zgodovine. Revolucionarna iznajdba je močno vplivala na človeštvo, na razvoj in podobo sveta, ter trajno spremenila strukturo družbe. S tiskom in posledično s pomočjo časopisov se začne doba množične komunikacije in neomejeno kroženje informacij. Zlasti časopisi so razširjali ideje, tudi revolucionarne, in s tem spodkopavali moč političnih in tudi verskih avtoritet. Širili so znanstvena spoznanja in delovali kot glavna intelektualna sila. Ozaveščali so o družbenih problemih in krepili naraščajočo kulturno zavest. Prispevali
so levji delež k nastanku javnosti. Omogočali so ustvarjanje skupnih, javnih mnenj. Ta mnenja so povezovali v nacionalna in svetovna mnenja, ter s tem so oblikovali nacionalne države in globalne vsebine. Tisk opravlja še eno pomembno funkcijo. Je nadzor nad vladajočimi in mu torej pripada vloga tako imenovanega psa čuvaja. Eden od ustanovnih očetov Združenih držav Amerike, Thomas Jefferson, je že daljnega leta 1787 dejal: če bi mi bila prepuščena odločitev, ali naj imam vlado brez časopisov ali časopis brez vlade, bi se brez oklevanja odločil za slednje. Slovenke in Slovenci smo prvi časopis v domačem slovenskem jeziku dočakali januarja 1797, ko so na pobudo Žiga Zoisa in pod budnim očesom urednika, pisca, prevajalca, predvsem pa pesnika Valentina Vodnika, išle Ljubljanske novice. Od tedaj pa do danes je minilo veliko let. V tem času se je zamenjalo lepo število različnih časnikov. Ti so se pojavljali in izginjali, ter se bolj ali manj uspešno prilagajali najrazličnejšim izzivom časa, tako tehnološkim, kakor tudi vsebinskim. Za časnik Delo, ki je z združitvijo Slovenskega poročevalca in Ljudske pravice prvič izšel 1. maja 1959, lahko rečem, da je v tem času uspešno kloboval številnim izzivom, tudi pojavu radija in sponu televizije. Bralke in bralci so ga, kljub začetnemu presenečenju, sprejeli in se nanj navadili. Leta 1980 je bil že drugi najbolj prodajan časopis v nekdanji državi. Zahvaljujoč kakovostnemu novinarskemu delu in številnim dopisništvom po svetu pa je postal in še vedno ostaja nepogrešljiv del vsakodnevne slovenske družbe. Novinar Vaso Stojanov je v Delu med drugim zapisal: Delovi novinarji so bili praviloma vedno na kraju velikih dogodkov. Njim gre zahvala, da so mnoge generacije bralcev izvedele več o kubanski krizi, vojni v Vietnamu, prvem pristanku človeka na Luni, o sovjetski invaziji na Češkoslovaškem, političnih procesih, ki so vodili k razpadu Jugoslavije, o osamosvojitvi Slovenije, vstopu v Evropsko unijo in NATO, o evru, gospodarski krizi. Skratka, ni bilo dogodka v svetu in doma, ki ga Delovi novinarji ne bi popisali in tudi komentirali. Verjamem, da je prav v omenjenem, torej v kakovostnem novinarskem delu, poglobljene analizi, strokovnosti in prisotnosti izmeraj in povsod moč najti razloge za 60 let uspeha. Delo svoje občinstvo tudi danes spodbuja in osvešča, seznanja nas z novostmi in aktualnimi novicami. Omogoča lažje odločanje ter obenem pomembno sooblikuje javno mnenje. Že od samega začetka pa ga, kot rečeno, odlikujejo kakovost, objektivnost in poglobljenost. In prav omenjeno, torej poglobljenost, verodostojnost informacij, nenehno zasledovanje profesionalnih standardov ter zaupanje bralk in bralcev predstavljajo dragocen kapital, s katerim se lahko časnik uspešno zoperstavi čedalje večjim izzivom tako interneta kot tudi digitalizacije. Časopisi se v hitrosti in ažurnosti nikoli ne bodo mogli kosati z internetom. To je dejstvo. A po drugi strani je internet večinoma zgolj način razširjanja informacij, ki poleg tega daje prednost predvsem manj zahtevnim informacijam, ne pa resnim, poglobljenim novinarskim prispevkom, s pripadajočim ozadjem dogodkov, analizami in komentarji. In prav zaradi tega lahko ohranja tudi tisk v moderni demokratični družbi še vedno izjemno pomembno vlogo. Prihodnost časopisa je torej zagotovo v celosti zgodbi, v pojasnevanju razlogov in ne v novici sami. In kar je še posebej pomembno, prihodnost časnikov je tudi v nadaljnjem nadzoru oblasti in varovanju demokracije. Verjamem, da bo časnik Delo z visokokakovostnim novinarstvom
sposobnim resne, objektivne in verodostojne obdelave dogodkov, tudi v prihodnje uspel še nadgraditi sloves vsebinsko bogatega in raznolikega časopisa. Cenjeni novinarke in novinarji, spoštovane sodelavke in sodelavci Dela. Želim vam, da visoki standardi novinarskega dela tudi v prihodnje ostanejo temeljni postulat časnika Delo. In naj vaše novinarstvo tudi v prihodnje predstavlja oči in ušesa družbe, saj je od tega odvisna demokracija. Obenem vam želim tudi, da ohranite visoke ambicije, pogum in optimizem, ki vas bodo še naprej vodili po poti uspeha. Iskrene čestitke in vse najboljše za 60 let. Hvala za pozornost in srečno. Gospod Dejan Židan, najlepša hvala. Zdaj pa na oder vabimo gospoda Stojana Petriča, predsednika uprave družbe FMR. Kar prosim. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, spoštovani predsednik Državnega zbora, gospod Dejan Židan, spoštovani podpredsednik vlade, dr. Miro Cerar, prvi predsednik države Milan Kučan, župan mesta Ljubljane Zoran Janković. Spoštovani partnerji in seveda vsi tisti, ki vsak dan v tem letu ustvarjate ali ste ustvarjali časopis Delo. V čast mi je, da vas lahko nagovorim na slovesnosti, s katero začenjamo praznovanje visoke obletnice začetka izhajanja časnika Delo in vas obenem pozdravim ob vstopu v za nas tako pomembno leto 2019. Zato mi najprej dovolite kratek pogled v zgodovino, ki je Delo kot osrednji slovenski dnevnik opisuje in soustvarja. Tehnika napreduje. Že skoraj 60 let. Začetki družbe Dela segajo v letu 1955, ko je bilo ustanovljeno časopisno založniško podjetje Slovenski poročevalec. Združitvijo časnikov Slovenski poročevalec in Ljudska pravica je 1. maja 1959 izšel prvi izvod časopisa Delo. Med drugim je v uvodniku prve izdaje Dela tedanji politični veljak napisal tudi to. Delo naj postane list vseh naših delovnih ljudi, z neomejenim krogom sodelavcev, postane naj tribuna ustvarjalnih naporov za uspešen razvoj socialistične družbe. V knjigi anekdot, ki smo izdelali ob letošnjem jubileju in jo boste dobili tudi vsi cenjeni gostje, sem prebral, da je bilo razburjenje med ljudmi veliko, ko so za prvomajske praznike leta 1959 namesto svojega poročevalca ali pravice dobili časopis z novim imenom. In vendar so ga bralci kmalu sprejeli za svojega. Leta 1980 je Delo tako doseglo dnevno naklado več kot 100.000 prodanih izvodov in bilo za srbsko politiko drugi najbolj prodajni časnik na območju nekdanje države. Danes prodamo dnevno od 22 do 24.000 izvodov. Med enega najpomembnejših mejnikov v zgodovini Delove časopisne hiše gotovo sodi leto slovenske osamosvojitve, ko se je časnik odločno postavil na stran osamosvojitvenih procesov in demokratizacije družbe. Obenem pa je se iz nekdanje temeljne organizacije Združenja Dela preoblikoval v samostojno gospodarsko družbo. To leto je bilo prelomno v samostojno in tudi zato, ker je pod streho novega podjetja začel shajati prvi slovenski tabloidni časopis Slovenske novice. Dnevnik,
ki je hitro našel svoje bralstvo in je ostal najbolj brani časopis pri nas. Danes imamo dnevno od 45 do 50 tisoč dnevne naklade in prodaje. S privatizacijo je družba Delo leta 1999 postala delniška družba in stopila na borzni trg. Leto 2003 je dobila najsodobnejše tiskarsko središče v državi. Leta 2004 je družba upeljala lastno distribucijo, preko katere prenaša naše in tudi medije drugih založnikov do kupcev. Leto 2015 je 100-odstotna lastnica Dela postala naša družba FMR. Prevzem družbe Delo ni bil naključen. Zanj smo se odločili premišljeno, tako finančno kot vsebinsko. Zavedali smo se in se zavedamo, da ima Delo posebno vlogo v slovenskem medijskem prostoru in da je ena naših ključnih nalog ohranjanje njegove identitete. Delo ni samo časnik, spletni portal ali gospodarska družba. Delo je eno najprepoznavnejših slovenskih blagovnih znamk. Za njo stojijo izjemni posamezniki, ki vsak dan znova na podlagi aktualnih in preverjenih informacij ustvarjajo in urejajo vsebine, s katerimi omogočajo bralcem, da si o političnih, družbenih, socialnih, kulturnih in drugih dogodkih ter fenomenih ustvarjajo lastno mnenje in se oborožijo z vednostjo, na podlagi katere se lažje odločajo o življenjskih vprašanjih. Prav verodostojnost in relevantnost, medijsko ali natančneje, tudi uredniško posredovanih informacij, sta danes pomembnejša kot kdajkoli prej. Z razvojem digitalne tehnologije je namreč za vsakega posameznika postalo zelo enostavno ustvarjati in posredovati informacije ter javno izražati osebna mnenja. Zato smo priče vse večjemu izkrivljanju resničnosti in posledično tudi nezmožnost dela javnosti, da bi ločili med osebnimi stališči posameznikov, ponarejanjem resničnosti in dejansko stvarnostjo. Na usodo tiskanih medij, še zlasti dnevnih časopisov, že več kot desetletje visijo črne napovedi, ki pretijo, da bo splošno informativni tisk v bližnji prihodnosti izbrisan iz medijskega prizorišča. To se ne dogaja prvič in prepričan sem, da tudi ne zadnjič. A težko si predstavljam katerikoli zrelo in odprto demokratično družbo, ki bi se pripravljena povsem odpovedati splošno informativnim časnikom, osnovnemu viru posredovanja verodostojnih informacij in vsebin. Tudi mlajše generacije, ki jim je morda koncept listenja časopisa o prvi jutranji kavi vsaj še danes tuj, se zavedajo vrednosti preverjene informacije in vira, ki ga prebirajo. Zato tudi poslanstvo Dela ostaja nespremenjeno. Želimo še naprej biti pomemben oblikovalec slovenskega javnega mnenja, dvigovati bralno kulturo in ozaveščenost Slovencev. 60 let. Če parafraziram misel Abrahama Lincolna, potem tisto, kar na koncu šteje, niso pretečena leta v življenju časopisa, ampak življenje časopisa v teh letih. Torej številne novinarske zgodbe, ki so ga seveda zaznamovale. Za njimi pa stojijo novinarji, uredniki in vsi drugi zaposleni in zato iskrene čestitke vsem, ki ste pri tem sodelovali v zadnjih 6 desetletjih. Kako vidim Delo jutri? Naša želja je, da bo Delo kot podjetje uspešno poslovalo in s tem še naprej omogočalo razvoj neodvisnega in raziskovalnega novinarstva. Pri tem si želimo, tako zase, kot za medije nasploh, da bi tudi na državnem nivoju dobili ustrezno podporo v zmanjšanju DDV-ja, kar ne predstavlja pomemben odhodek v državi, pomeni pa velik prispevek za medijske založnike in to v času velikih strukturnih sprememb v medijski industriji. Ne vem, kakšno bo Delo čez četrt stoletja, ampak
prepričan pa sem, da bo naše. In sicer pripravljeno bralcem dajati informacije v spremenjeni, modernejši obliki. To si želijo naši bralci. To si želijo naši zaposleni in to si želi tudi lastnik. Spremembe so del tehnološkega razvoja vsake družbe in seveda tudi tiskanja medija in na tem spremembam bomo podredili naše delovanje tudi v bodoče. Spoštovani, želim vam, da v naši družbi preživite lep večer. Prepričan sem, da bomo o njem poročali v jutrišnjem časopisu. Že nocoj pa, še predno, se bomo razšli, seveda na našem spletnem portalu. A v nasprotju s člankom, objavljenim na spletu, tiskane izdaje časnika ni mogoče več ne spremenjati, ne odstraniti. Zato ostane del zgodovine. In tako bo morda tudi jutrišnja tiskana izdaja dela nekoč pristala v muzeju tiska. Najlepša hvala. Gospod Stojan Petrič, najlepša hvala za tako izčrpen in navdihujoč govor. Tudi zaradi tega govora bova, mislim, da z Branetom Završanom malo pohitela in na hitro še enkrat zdrvela čez dogodke, ki ste jih omenili v vašem nagovoru. Prosim. V maju leta 1959 je kolporter tulil po ljubljanskih ulicah. Pravice ni več, zdaj je samo še delo. Politika je naročena, ampak borba pa pride. Oslobođenje pa seveda zamuja. Pa je, da je končal na Povšetovi, pa je Revež zgolj navajal dejstva. Kajti 1. maja leta 1959, kot ste že slišali, se z združitvijo časnikov Ljudska pravica in Slovenski poročevalec rodi nov časopis Delo. Tedanji oblastniki so s tem želeli preprečiti marginalizacijo Ljudske pravice, časnika komunistične partije. Naklada se pospešeno dviguje in Delo postane osrednji slovenski časopis. Pod sloganom Proletarci vseh dežel, združite se, pa suvereno poroča o ključnih dogodkih doma, se kmalu upne v svet in piše o največjih zgodbah 60 let. Kot smo že slišali, kubanska kriza, uboj Johna F. Kennedyja, vietnamska vojna, češko-slovaška kriza in seveda prvi človek na Luni. Med bralci so odmevali tudi domače zgodbe. Naprimer, obračun Tita s Svetozarjem Rankovićem in s tem pomenom udbe v družbi. Z novico, da zvezna vlada ne bo namenila niti dinarja v izgradnjo avtocest v Sloveniji, se je sprožila cestna afera. V 70 letih so bile na naslovnicah najbolj aktualne zgodbe tistega časa. Nadaljevanje vietnamske vojne, afera Watergate, ki je odnesla ameriškega predsednika Nixona, zaostrovanje bližnjevzhodne krize s pobojem izraelskih športnikov na olimpijskih igrah v Münchnu in sovjetska intervencija v Afganistanu. Delo se je že v samem začetku zavedalo poglavitne osnove kakovostnega časnika. Krepka dopisniška mreža. Poglejmo, kako vidijo tisti čas Delove novinarske osebnosti. Če je geslo Dela razmišljamo globalno in delujemo lokalno, potem je zelo pomembno, da ima Delo svoje dopisnike v tujini, ki prenašajo s svojimi novinarskimi poročili, ne poročili, pravzaprav zgodbami, bralcu tisto, kar se dogaja globalno in hkrati, da ima tudi lokalne dopisnike, ki bralcu ustvarjajo sožitje in razumevanje lokalnih razmer, v katerih oni živijo. Mislim, da mora Delo ustvarjati kot časopis svetovljansko počutje pri svojih bralcih. Svetovljansko zavedanje globalnosti. In to ne samo način z enimi poročanji samo o tem, kaj je nekaj tragičnega, kaj se nekaj hudega dogaja, ampak tudi sicer prenašati življenje iz posamičnih delov sveta v Slovenijo. Predvsem je bila velika vrednost Dela to, da je imelo mrežo dopisništev in je s tem nekako dajalo eno širino temu časniku.
noben drug časnik v Sloveniji in tudi v Jugoslaviji tedajni niso imeli toliko kvalitetne mreže dopisnikov, kot je imelo Delo. Nobene vasi ni bilo v Sloveniji, ki ne bi bila pokrita, kot rečemo novinarji, in nobene dežele, ki bi bila zelo pomembna po svetu, ni bilo, kjer Delo ne bi bilo navzoče. Jaz mislim, da je bila to največja prednost, primerjalna prednost Dela pred vsemi drugimi časniki, tudi pred drugimi mediji. Delo je bilo svetovljanski časnik, ampak tudi Delovi dopisniki so bili, bi rekel, kar svetovljani. Ljudje, ki so znali jezike, ljudje, ki so se znašli, ljudje, ki so potovali, ki so jih, bi rekel, tudi poznali, ko so se pojavili kje po belem svetu. Jaz sem se ves čas zavedala pomena mreže dopisništev, ki jih je vzdrževalo Delo. Nekajkrat je bilo ogroženo to dopisništvo, ampak v glavnem mislim, da je bila to zelo pametna politika, ker je Delo držalo za vso Slovenijo odprto okno v svet. In dopisniki smo v glavnem zelo dobro izkoristili možnosti, ki smo jih imeli. Smo pa bili hkrati, ker smo bili iz ene majhne republike, enega dela nekdanje skupne države, tudi neformalni zastopniki. Nas so vabili na tuje televizije, dajali smo informacije diplomatskim predstavništvom in v tem pogledu so bile naše naloge širše kot zgolj popisovanje dogodkov v mestih, kjer smo živeli. Ob tem, ko sem brskal za nazaj, kakšno je bilo Delo, sem bil nekajkrat tako izjemno presenečen. Morda najbolj, ko sem naletel na izvode iz zapuščine Dušana Benka, ki govorijo o letu 1968 in sicer o zadušitvi praške pomladi. To so izvodi, ki so prvič profesionalno izjemno dobro narejeni, gre za posebne številke, narejene tako rekoč v realnem času. Zahtevno je narediti časopis tako, da prehiteva današnji online. Se pravi, se zgodi zjutraj okupacija, pa je nekaj ur zatem časopis na ulici. Profesionalnost, hitrost, pogum, solidarnost. Takoj zatem terenski poročevalc v Pragi, Janez Stanice, je nemudoma zatem javljal iz Prage, kaj se dogaja. Tako da to so recimo neke točke, ki kažejo pravzaprav na neke izjemno močne temelje časopisa Delo. Neke temelje, ki lahko Keopsovo piramido na sebi nosili, tako so močni. Kot je rekel urednik sobotne priloge Ali Žerdin, profesionalizem, drznost, pogum in solidarnost so očitno prepričali oziroma so jih prepoznali tudi bralci, kajti Delo je v 70 letih doseglo naklado čez 100 000 prodanih izvodov in postalo srednji slovenski dnevnik, ki je bil poleg radija in televizije najmočnejši medijski kanal z največjim dosegom branosti. O poslanstvu in blagovni znamki Dela razmišlja tisti, ki jo je pomagal soustvariti. Prosim. Jaz mislim, da je ključno to, da je Delo vedno sledilo poslanstvu. Teh je bilo pa več. Tisto, zaradi česar je bilo ustanovljeno Delo, je bilo seveda promovirati oblast. Drugo poslanstvo je bilo pač razvijati
profesionalni žurnalizem in zato smo imeli tam geslo pravica vedeti. No in tretje poslanstvo je bilo delati dobiček, zato ne zaradi dobička samega, ampak zato, da bi se otresli odvisnosti od dotacij, ki jih je dajala Socialistična zveza. Tista leta so bila tudi za uredništvo polna prelomnic in so postavila temelje novinarskim standardom, kot tudi vsebinske stebre dela. Pri tem so imeli odločilno vlogo delovni glavni in odgovorni uredniki. 60. leta je močno zaznamoval Dušan Benko, ki je postavljal visoka merila novinarskega dela in užival izjemen ugled znotraj in zunaj Delove hiše. V 70. letih je Mitja Gorjup s 27 leti postal najmlajši glavni urednik Dela. Zbral je odlično ekipo. Z Antejem Mahkoto ter Jakom Koprivcem in Slavkom Frasom kot odgovornima urednikoma, ki je delala preboj v tedanjem medijskem prostoru 70. let. In ne nazadnje Tit Dobršek, odgovorni in pozneje tudi glavni urednik v najbolj razburljivih časih razpada Jugoslavije in osamosvajanja Slovenije, ki je Delo popeljal na pot politično neodvisnega časopisa z znamenitim sloganom Samostojen časnik za samostojno Slovenijo. Stopimo še korak nazaj v čas maršala Tita, pomembna zgodovinska osebnost, o kateri so vsi želeli vedeti več, ga spoznati čim bolj od blizu. Delov kultni fotograf ga je spremljal zelo blizu s širokokotnim objektivom. Joco Žnidaršič. Ja, nekaj anekdot je bilo. Verjetno Tito ni bil ravno človek, ki bi se pogovarjal z ljudmi okoli sebe. Ampak tu pa tam je pa le, kadar je bil dobre volje. Vem, da je enkrat pristopil k meni v Puli na filmskem festivalu, bili so igralci, bile dobre volje, malo so spili vsi skupaj. Je pristopil k meni in začel gledati moj fotoaparat, ki je bil zelo ubogi. In rekel, imam ja bolji aparat nego ti. Jaz sem prestrašen, kaj ne bleknem, ne. In sem odgovoril, tovariš maršal, jaz pa boljše slikam. No, in tisto sekundo sem ugotovil, da sem ga malo polomil, ampak ko sem zaslišal Jovankin smeh, ne, krohot, pravzaprav, sem rekel, ok, fajn, kar v redu bo. Ko smo bili na kitajski turneji takrat, sem bil pa prav presenečen, kaj vse ne ve o meni. Klical me je Che Guevara, ker ni maral bradačev, ampak z oziroma to ime me imel morda malo raje. In me predstavil predsedniku Gofengu in rekel, imam jaz svoj Che Guevara s sobom, gledajte, član je partijske delegacije, a ni v partiji, jaz smo demokrati. Seveda so se fajn smejali, jaz sem pa ves prestrašen bil, odkje ti to vrstne informacije. Robert Capa je rad rekel, če tvoja fotografija ni dovolj dobra, pomeni, da nisi bil dovolj blizu. Za vzpostavitev fotografske redakcije Dela so bili to posebni časi. Iz nje so se razvili številni slovenski mednarodno priznani fotografi. O tem prvi urednik fotooddelka, edini Delov fotograf z nagrado World Press. Ko sem jaz prišel na Delo, potem, ko so ukinili tovariša, smo začeli seveda insistirati, da bi bilo fajn, če bi bilo slik čim več. In Mitja Gorjup in kasneje Jako Privc sta mi prisluhnila in smo osnovali fotooddelek. Mene so določili, da sem to vodil, dali so mi popolnoma proste roke in takrat sem jaz lahko zaposlil nekaj najboljših slovenskih fotografov, poleg še prejšnjih, ki so ostali. To so bili recimo Arigler, Miško Kranjec, Janez Pukšič. In smo začeli to prav gojiti dobro fotografijo. Še posebej kasneje, ko se je pa v sobotni prilogi, ko smo dobili novo oblikovalko, Cveto Stepančič, smo začeli težiti, da bi imeli velike slike v Delu.
ki so pa na srečo ostale še danes. Prej je bila fotografija seveda dosti manjša, danes pa, kot vidite, dosega zavedljive velikosti, celostranske, polstranske in tako dalje. Dobri fotografi vedo, da je dobra fotografija zgodba, ki jo je nemogoče povedati z besedami. V vseh teh letih so bili delovi fotografi in fotoreporterji tudi stalni spremljevalci velikih, tako svetovnih kot domačih športnih dogodkov. Ujeti trenutki vznesenosti na zmagovalnih stopničkah, pa tudi trenutki padcev in razočaranj. Kako je bilo takrat in kako je danes. Moraš imeti afiniteto do športa. Jaz osebno sem seveda dajal prioriteto zimskim športom. In sem tudi bil na vseh olimpijadah od Innsbrucka naprej, od leta 76 ali kdaj, kaj je to že bilo, do Nagana, potem, ko sem šel v penzijo. Moraš imeti afiniteto, moraš to poznati, moraš opazovati, moraš gledati tuje avtorje. No, ampak naši, tokratni, zdajšnji, to so prvovrstni, svetovna klasa so, res da. Jaz jih prav občudujem. Je pa res, da imajo malo lažje pogoje, kot smo jih imeli mi, imajo seveda tako zvane autofokuse, imajo sjajne teleobjektive. Mi smo pa to zelo primitivne stvari, slabo svetlobne, vse je bilo treba manuelno delati, si predstavljaš skakalca v zraku, pa ga loviš nekje, ker ti med tem ljunk ali pa smučarja. No, ampak smo bili nabriti in smo se tudi navadili s temi skromnimi sredstvi delati tako. Kar je bilo fajn na delu, je bilo to, da so ti fotografi več ali manj bili usposobljeni vsi za vse, od kulture do športa, od nesreč, vojn, predvsem tudi nesreč, do politike. Ko sem jaz bil urednik, sem jih politikov dal slikati samo tiste, ki so morali to za kazni delati. Maj 1980 je zagotovo zaznamoval življenje nas vseh. Kako je te prelomne trenutke doživljal urednik kronike in novinar, ki je vse svoje poklicno življenje s strastjo in predanostjo preživel na delu? Na dan, ko je umrl Tito, sva bila ženo dežurna, to je bila nedelja, in se peljeva po opravljenem delu, se peljeva domov, in ko sva bila tik pred domom, se sliši glas, sporočamo žalostno vest, da nas je danes zapustil tovariš Tito. In sva samo vink naredila in nazaj. Na vratih na Tomšičevi je stal Miro Poč in je sam gledal, ker ne vem, takrat je bila tista zavest, pripadnost delu, in vsak je slišal tisto vest, da je umrl Tito, kar kot magnet smo vsi rinali na Tomšičevo. In Miro Počev, ki je stal na vratih, je rekel: ti gor, ti domov, ti gor, ti domov, ti domov, ti domov. In je zbral ekipo, več ali manj tistih, ki smo znali vse delati, all round igralce. In potem prve stvari smo naredili, takrat je bila tudi, ker je bila že posebna izdaja pripravljena, se je delala tista čisto posebna postaja in izdaja, in ob 10. zvečer, ko smo jo zaključili, ko so jo pripeljali prve vtise, prve izvode, ko so jo pripeljali iz tiskarne, moram reči, da Tomšičeva ni bila prehodna, ker je bila množica ljudi, ki čakala, da bo hitro brala. No, takoj naslednji dan je šla pa tista, bom rekel, luksuzna številka, ki sta jo pripravila Miro Poč in Cveta Stepančič. Tis je bilo pa res tak izdelek, da si je bilo vredno ogledati, ker je bil slikovno in tekstovno je bil en velik presežek. V stanovanju Mirota Poča v Nazorjevi ulici smo delali vnaprej že številko, izredno številko dela ob Titovi smrti, ampak to že res pred smrtjo, in smo se naskrivaj pravzaprav pri njem dobivali in sestavljali naslovnico, kako bo to in tako. In smo seveda, že bil časopis ustvarjen, potem in je šel ob Titovi smrti seveda,
Je pa tako bilo, da smo pa ob poročanju predtem v Delu že pisali, seveda, kako obiskujejo Tita v kliničnem centru. In smo naredili eno tiskovno napako enkrat, zelo neprijetno, ko smo napisali, da se Ivan Maček Matija predtem srečal s sobaricami, namesto da bi bilo pravilno napisan s soborci. Tako da je bila to ena taka tiskovna napaka, podobna tistemu Edvard Kradel v Trbovljah. Smo jo tudi zagrešili enkrat. Tako da to je bilo, drugače smo pa, moram reči, da smo takrat v tistem času Titove smrti, da je Delo doseglo s svojimi izrednimi izdajami rekordno naklado, ki je bila okrog 150 do 180 tisoč izvodov. To je bila izjemno visoka naklada, ki jo potem seveda nikoli več nismo mogli preseči, ampak to je bila resnično najvišja naklada, rekordna v Delovi zgodovini 60-letni. V tistih časih rekordnih naklad so, kot smo slišali, novinarji ustvarili v centru Ljubljane, na Tomšičevi ulici. Selitev v tako imenovano Črno vdovo je v 80-ih pomenila nov mejnik, ki je zaznamoval ljudi na Delu in njihovo delo. 82. leta smo se potem korporativno preselili na takratno Titovo, zdaj je Dunajska 5, o čemer pa obstaja tudi fotografija, ki jo je posnel Miško Kranjc iz prvega nadstropja. Mi smo stali pa v lepem prostoru v križišču, ki je imel en tak simboličen pomen. Na eni strani je bilo Delo, nasproti Dela je bilo Ustavno sodišče, na drugi strani Dela je bil CK, vmes po diagonali je bila pa državna varnost, tako da smo imeli dostope do vseh informacij, da se ni treba bilo nikamer matrati. Tudi škofija, nadškofija je bila dokaj blizu. Tisti, ki so začenjali novinarsko tlako, so imeli zelo blizu do tržnice, ker s tistim se pač začne ponudba na tržnici. In še cel kup inštitucij je bilo zraven. Kar je pa naš drugi tost, to je bil pa Kino Komuna oziroma v Befevo Kino Komuna v pasaži Name. Ti smo pa tudi eno tako zgodovino, ki je bila zelo pestra, če bi kdo napisal, ker tam je prišlo do izmenjave mnenj, vedno, ki so bila včasih tako, te izmenjave so bile tako ostre, da so tudi pesti zapele. Pomemben trenutek je bil recimo tudi, ko je Tit Dobršek napisal Bojte se Rusov. To je bil kar en velik premik, da smo si upali tule v Ljubljani napisati Bojte se Rusov in je to bilo kot akrostih v temi dneva, v vodniku. 80. leta so bila doma namenjena pokrivanju gospodarske krize, ki je Jugoslavijo zajela po Titovi smrti. Z gospodarskimi težavami so se začele še politične. Spori med republikami so čedalje hujši, zahteve po demokratizaciji v Sloveniji vse glasnejše. Prišlo je do razpada Zveze komunistov Jugoslavije, čedalje večja politična kriza v Jugoslaviji je vodila tudi v njen razpad. 80. je zaznamovalo tudi dinamično kulturno dogajanje na vseh področjih institucionalne in alternativne umetnosti. Nova revija, svetovni razcvet slovenskega gledališča, NSK, skupino Irvin, pa Laibach in nasploh močna underground glasbena scena, o čemer je seveda poročalo tudi Delo. Da, tudi kultura je eden najpomembnejših stebrov Dela. Punk je takrat lepo prevetril slovenske odre. En punkart pa je deloval tudi na Delu. Mladi up športne redakcije. Ja, svet ni samo črn ali bel, niso samo Beatli ali Rollingi, ni samo privlačnost ali odpor, niso samo vaši ali naši. Ne, naš naslednji gost je oboje. Vaš in naš. Dame in gospodje, Pero Lovšin.
čisto k meni, objem me zelo močno, par 300 na uro, nobenemu ni lahko. Tiho dela mašina, ne glej več nazaj, dej počakaj še malo, kmalu pripeljem te v raj. Moja mama je strela, moj fotor je grom, če hočeš biti moja, prključ se na strom. Moja mama je strela, moj fotor je grom, če hočeš biti moja, prključ se na strom. Luna bo sonce, anarhija bo red, voda bo vino, ko usvojila bo svet. Moja mama je strela, moj fotor je grom, če hočeš biti moja, prključ se na strom. Moja mama je strela, tiho dela mašina, ne glej več nazaj, dej počakaj še malo, malo pripeljem te v raj. Moja mama je strela, moj fotor je grom, če hočeš biti moja, prključ se na strom. Moja mama je strela, je grom, če hočeš biti moja, prključ se na strom. Kitara! Moja mama je strela, moj fotor je grom, če hočeš biti moja, prključ se na strom. Moja mama je strela, moj fotor je grom, če hočeš biti moja, prključ se na strom. Hvala Peru Lovšinu in seveda glasbenikom, da so nas konkretno priključili na štrom, tako da se lahko z novo energijo zapeljemo v leto 1991, v prelomen čas osamosvojitve Slovenije.
Samostojni časnik za samostojno Slovenijo, novi slogan Tita Dobrška, izžareva bistvo delovega urednikovanja v času osamosvajanja, vojne in prvih mesecev samostojnosti. Bogastvo informacij, novinarskih analiz, komentarjev in novic je dokazalo delovo pravo medijsko moč in vodilno mesto med slovenskimi mediji. Več o tem dolgoletni dopisnik in urednik zunanje redakcije, ki je v teh prelomnih časih soustvarjal delove ključne zgodbe. Veso Stojanov. Tudi ob samosvojitvi 25. junija 1991 je Delo tudi pripravilo posebno izdajo, ki smo jo že naredili. Takrat smo dobili celo, če se prav spomnim, celo govore, ki so bili šele prebrani na izredni skupščini, na slovesnem zasedanju Republiške skupščine tedanje, ko so razglasili samostojnost, in smo v bistvu istočasno, ko je potekala slavnostna skupščina, smo mi tudi v bistvu je že Delo že natisnilo posebno izdajo ob osamosvojitvi in smo jo prodajali tudi po ljubljanskih ulicah. Drugače je pa Delo osamosvojitev pokrivalo zelo intenzivno. Pač naši novinarji so bili na skoraj vseh bojiščih in vseh kriznih dogodkih. Tako rekoč smo s Cankarji iz tiskovne konference znane, Jelko Takacina, smo skoraj rekoč neposredno poročali skoraj vse, kar je bilo tam rečeno. Dopisniki iz tujine so pač seveda odmeve pošiljali, tako da smo zelo, da Delo je takrat Delo kot Delo, ne kot časopis, je bilo zelo intenzivno tudi za nas novinarje. Tu smo bili praktično, ne vem, po cele dneve, od ranega jutra do ne vem, enih zjutraj. Tako da v bistvu je bilo zelo malo časa za kakšen počitek ali pa karkoli, tako da je zelo intenzivno. Na kolegiju smo seveda že nekaj mesecev pred osamosvojitvijo snovali slavnostno osamosvojitveno številko. Vsaka številka rabi naslovnico, jaz sem se zmislil Triglav kot seveda simbol slovenski. Ampak ko sem že pripravljal en kupenih triglavskih, sem pogledal, da je to pravzaprav prazno. In sem rekel, dajmo pojmo zastavo gor na Triglav. In smo, dobro, šel sem po informacije v skupščino, prijatelj dr. Toplaku, kakšno zastavo naj damo. Nismo imeli grba. Rekel, kar trobojnico, dajte, kar trobojnico. In smo imeli tisto trobojnico pripravljeno, tam na tistem odboru. Prosil sem prijatelje gorske reševalce, so se zbrali in bili pripravljeni, da gremo skupaj gor. Dobili smo helikopter in smo čakali vreme, več kot mesec. Pol tistega 12. junija se je le prikazal, smo šli v 5. gor, 20 ljudi, zastava, in smo pol do večera slikali. Krasen vreme se je naredil, jaz sem prav vztrajal, da smo bili do konca, pa smo še bakle prižgali, tisto je bilo sploh enkratno. No in tako je nastala ta slika, ki je bila potem v Slovenskih novicah objavljena čez 2 strani, na Delu pa seveda bolj skromno, ker Delo sem seveda prostrane slike, horizontalne, objavljena, pokončna, ampak zastava se je videla, pa ne 5 fantov. Proces osamosvojitve Slovenije je bistveno vplival tudi na vlogo Dela kot časopisa in tudi na razvoj časopisne hiše Delo. Ob ukinitvi nekdanjega SOZD-a ČGP Delo s 13 tozdi se je tozd Delo preoblikoval v Delo, časopisno založniško podjetje DOO, in postalo samostojno podjetje s skoraj 500 zaposlenimi. Poleg uredništva Dela je v kratkem času vzpostavilo vse potrebne poslovne funkcije, vključno z naročniško službo ter široko raznašalsko mrežo.
Takrat so govorili, da je bila velika napaka, da je delo šlo tako rekoč v spodnjih hlačah iz Panovije, brez vsega. No, jaz sem pripričan, da je bila to bistvena prednost, ker smo lahko takrat neobremenjeni za skupnimi službami, za domom tiska in za vsemi težavami tistim tam začeli graditi od nič. In smo v zelo kratkem času razvili svoje funkcije, svoje službe, ki so bile racionalne, ki niso bile obremenjene z preteklostjo in ki nas niso izčrpavale, ampak so bile produktivne. Tako da smo si lahko privoščili tudi lastno tiskarno, kar je bila sicer v veliki meri srečna okoliščina. Od leta 1994 pa do leta 2003 Delo vzpostavi sodobno tiskarsko središče. Oče te tehnološke revolucije je bil tehnični direktor Ivan Oman. Delo je od takrat že 10-krat osvojilo mednarodni certifikat kvalitete izvedbe tiska, kar pomeni, da je časopis Delo eden najbolj kakovostno tiskanih časopisov na svetu. Leta 2004 podjetje vpelje še lastno distribucijo in tako zaokroži celotni proces nastajanja časopisa. Na Delu so ves čas razvijali nove produkte oziroma jih nadgrajevali v samostojne edicije. Sobotna priloga je del Delove identitete že od leta 1967. Petkova televizijska priloga je leta 1992 zrasla v barvni magazin Vikend. Maja 1993 so izdali prilogo Delo in dom. 6 let pozneje se je pridružila še revijalna priloga Ona, ki velja za najbolj brano žensko revijo v Sloveniji. Moškim bralcem se leta 2001 posveti prva rekreativna revija Polet. Leta 1991 je šel prvi tabloid pri nas, Slovenske novice, ki še vedno ostaja najbolj bran dnevni časopis pri nas. To je bil čas uspešnega uveljavljanja novih projektov, tednika Nedelo in mesečnika Slovenski delničar. Časnik Delo ob vsebinskih ves čas sledi tudi oblikovnim trendom trga. Od leta 2005 uporablja svojo lastno pisavo. Leta 2008 pa izide v zoženem formatu. Vsled informacijske revolucije leta 2004 vzpostavi prvo spletno stran www.delo.si, ki se od tedaj naprej neprestano gradi, razvija in je tako Delo bralcem dostopno na računalniku, tablicah in telefonu. In čeprav se danes poklanjamo predvsem časopisu kot tiskanemu mediju, se vsi dobro zavedamo, da je Delo ena najprepoznavnejših slovenskih blagovnih znamk, ki presega meje tiska. In kako bi lahko opisali vlogo Dela v teh 60 letih? V čem je resnična vrednost Dela? Delo je časopis, ki pove, kaj se je zgodilo, zakaj se je zgodilo, kako se je zgodilo, kakšni so učinki tega, kar se je zgodilo. To je Delo 60 let počelo in bo počelo še 160 let. Nasplošno pa bi rekla, da je Delo ne samo s tem, ampak tudi z drugimi pametnimi politikami več desetletij v pomembni meri oblikovalo slovensko javno mnenje. Rekla bi celo, da je bilo skupno različnim ljudem, ki so delovali v javnem življenju, od politike, gospodarstva do športa in znanosti, skupno, da so zjutraj brali Delo. Ta središčni položaj je Delo lahko imelo tudi zaradi pametne kadrovske politike, ki je vzdrževala kontinuiteto med generacijami. Mlajši so neposredno prevzemali izkušnje starejših in prinašali nove stvari. Nekajkrat, bi rekla, če nismo preveč domišljavi, 2-krat, 3-krat pa smo posegli v dogajanja tako, da smo odločilno vplivali nanje. Po osamosvojitvi se je seveda položaj spremenil, že tehnološko, zaradi informacijske revolucije.
ki je dala prednost elektronskim medijem, pa tudi zaradi spremembe družbenega sistema. Ampak tudi v 90-ih letih, bi rekla, vsaj enkrat do dvakrat je bilo delo jeziček na tehnici. Zaradi svojega znanja, zaradi nakopičenih izkušenj. Delo je seveda bilo najpomembnejši medij. Če nisi dela imel, nisi vedel, kaj se dogaja in kaj je treba vedeti in kaj je treba misliti. Delo je imelo najboljše novinarje vse skozi, seveda tudi zato, ker je imelo najboljše plače in najboljše pogoje dela. In delo je, ko se je osamosvojilo, postalo tudi materialno neodvisno. To se mi zdi, da je bilo ključno, predvsem pa sledenje poslanstvu, da je delo inštitucija. Prelomni trenutki mogoče, čeprav sem jih jaz doživljal v Ameriki, v času osamosvajanja Slovenije, ko se je delo tudi s svojim kako bi rekel, stanjem, tudi kot nacionalne inštitucije, ker zame je delo nacionalna inštitucija. Kot glavni nacionalni dnevnik je to nacionalna inštitucija in ni samo dnevnik. Kako se je pravzaprav delo takrat spreminjalo in kako je pravzaprav resnično nastajalo vse to, kako bi rekel, novinarstvo, ki pa je zame bilo vedno, ne glede na kakršnekoli prelomne trenutke, vedno delovo novinarstvo, novinarstvo kot dobro novinarstvo, ki je bilo in ki je še vedno. Dogodki, ki so zaznamovali novinarsko ustvarjanje v Sloveniji od osamosvojitve naprej, so zagotovo mednarodno priznanje države, uvedba novega denarja, privatizacija, denacionalizacija, Jazbinškov stanovanjski zakon, afera Depala vas, afera trgovanja z orožjem, vstop v Evropsko unijo, afera Patria, smrt Janeza Drnovška, prevzem evra, finančna kriza in reševanje nekaterih velikih slovenskih podjetij. Poročanje Dela je močno zaznamovala vojna na Balkanu, bombardiranje Srbije in kosovska kriza. Seveda je bilo vse skozi čutiti močno vpetost Dela v dogajanje v svetu, tako med vojno v Iraku, v tragične dogodke 11. septembra 2001, v invazijo v Afganistanu, v drugo iraško krizo, v posledice svetovne finančne krize, v arabsko pomlad in njen zaton ter številne krize po svetu. Novo tisočletje zamaje napad na newyorška dvojčka 11. septembra in tudi takrat Delo na mah pripravi novo izdajo. Septembra je bilo pravzaprav dejansko tako en tak dolgočasen dan je bil, no, tedaj. Nič kaj posebnega se ni dogajalo. Spomnim, v redakciji, zunanje politične redakcije smo imeli vedno prižgan seveda CNN in televizijo in potem naenkrat smo okrog 3 popoldne, ko smo se že skoraj tako rekoč pripravljali, da gremo domov, smo videli, da se je eno letalo zaletelo v enega od dvojčkov, malo zatem še ta drugo in smo takoj vedeli, da to ne bo se kar tako končal dan. Malo potem, ko smo videli, kaj se dogaja v New Yorku, so prišli Ti Dobršek, ki je bil takrat direktor Dela, Mitja Meršol kot odgovorni urednik in Darjan Košir kot šef centralne redakcije, oziroma mi mu rečemo šef deska. In smo se hitro odločili, da gremo v bistvu v posebno izdajo Dela in tedaj smo pač zbrali vse v zunanji politični redakciji, smo se zbrali vsi in začeli pač delati na polno, tako da smo do zvečer naredili pač prvo
prvo izredno številko in je pol hitro tudi poslali pol zvečer na kolportažno prodajo po Ljubljani, po gostilnah, po kioskih in tako naprej. Poglobljen pogled zadnjih 60 let dela in njegove vloge v družbenem življenju Slovenije pa omogoča zlasti Delova dokumentacija, ki deluje že od samih začetkov. Od leta 2015 nosi njena zbirka tudi status arhivskega gradiva nacionalnega pomena in nedvomno priča o nepristranskosti, kakovosti in zlasti verodostojnosti časopisa Dela skozi ves čas. Ko sem bil še čisto smejhen, pravi, ko sem začenjal novinariti, pa ni bilo drugih virov. Je bila samoumevna lokacija Narodna in univerzitetna knjižnica z dobrim časopisnim oddelkom, vendar tam je težko bilo brskati. Časopisna dokumentacija Dela je katalog, je v mapce spravljen čas, je v mapce spravljen niz dogodkov, ki so hkrati še na nek tak čuden način povezljivi, kot da bi obstajal med temi mapcami nek hipertekst, kakršnega so potem šele v 90-ih izumili z izumom svetovnega spleta. Tako da to je nek kraj, ki je neverjetno za raziskovanje. To je Delova dokumentacija. Kraj, kjer se najde stvari, ki se jih ne najde nikjer drugje. Kraj, kjer se najde stvari, ki se jih ne najde nikjer drugje, in kraj, kjer se dejansko ugotovi, da se svet ne deli na črno in belo, na dragonse in viole, na visoko kulturo in pop, na punk ali na klasiko. To nam bo dokazala dama, ki s svojim glasom združuje še tako različne žanre in še tako nasprotja. Dame in gospodje, Jadranka Juras. Cry the long night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Come on and cry me a river, cry me a river. I cry the river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. You told me love was too plebeian. You told me you were through with me, and now you say you love me. Well, just to prove you do, come on, cry me a river,
cry me a river. I cry the river over you. Hvala glasbi, hvala glasbenikom, hvala Jadranki Juras. Zdaj pa se osredotočimo na sodobni čas delovega delovanja. Kot je bilo rečeno že v samem uvodniku, bistvo časopisa se začne in konča pri ljudeh. Kdo so ti ljudje, ki so ga ustvarjali? Kdo so tisti, ki ga plemenitijo še naprej? Na oder vabim odgovornega urednika časopisa Delo, gospoda Uroša Urbasa. Spoštovani, cenjeni gostje, drage kolegice, dragi kolegi, novinarke in novinarji Dela, sedanji, nekdanji. Ko je sredi 50. let prejšnjega stoletja v dnevnih sobah Američanov in Britancev, nekaj pozneje pa tudi drugod, zakraljevala televizija, je bil časopisom napovedan skorajšnji konec. A še nikoli do takrat tiskani mediji in z njimi medijska industrija niso doživeli takšnega razvoja, kot prav v obdobju, ko se je zdelo, da bo televizija postala prevladujoč in ekskluzivni vir informacij. Ali je danes, dobrega pol stoletja pozneje, ko se industrija tiskanih medijev zaradi tehnološkega razvoja, digitalizacije
in izrazito spremenjenih navad bralcev sooča z največjo krizo v svoji zgodovini, kaj bistveno drugače? Odgovor ni enoznačen in ni en sam. Če je še ne dolgo nazaj večina med nami zjutraj v rokah držala in brala časopis, danes mnogi med nami, še zlasti pa mlajše generacije, začenjamo dan z medijem, ki mu pravimo pametni telefon. Se je spremenil le nosilec vsebin ali pa se je z njim spremenila tudi vsebina sama? Nesmiselno bi bilo trmasto vztrajati pri odgovoru, da se je spremenil le nosilec, vse ostalo pa je enako. Ena od značilnosti človeške narave je, da preteklost radi idealiziramo in romantiziramo, v sedanjosti želimo status quo, ob pogledu na prihodnost pa postanemo negotovi, celo prestrašeni. Kar se tiče novinarstva, je dejstvo, da nas ne nostalgično obujanje preteklosti, ne zavračanje nujnih sprememb ne bo potegnilo v prihodnost. A ne glede na trende, ki smo jim priča, in ne glede na neizprosne številke naklad, s katerimi se soočamo, naša odgovornost morda še nikoli ni bila večja, kot je danes. V svetu lažnivih novic in manipulacij, v svetu, ki se vse bolj polarizira in radikalizira, je kakovostno in verodostojno novinarstvo za celotno družbo usodnega pomena. Časopis danes niti približno ni več prvi posredovalec novic, zato pa mora biti predvsem posredovalec vedenja in vrednot. Odgovarja zlasti na vprašanja, zakaj in kaj to pomeni za našo prihodnost. V tem leži tudi odgovor na drugo vprašanje, ali se je z novimi tehnologijami spremenilo samo bistvo medijev. Ta odgovor je odločno unikalen. Ne, ni se spremenilo. Ko govorimo o pomenu medijev kot ene temeljnih vezi vsake zrele in demokratične družbe, namreč ne govorimo o tehnologiji, ampak o novinarstvu. Zato bo na koncu medijskega dneva še vedno ostalo eno samo preprosto dejstvo, povezano z esenco novinarstva. Ta esenca so seveda novinarji. Tisti, ki stojijo za zgodbo. Tisti, ki jo najdejo, raziščejo in napišejo. Tisti, ki jim ni vseeno, v kakšni družbi živimo. Tisti, ki razlagajo dogodke in fenomene, da bi se vsi mi lažje znašli v svetu. In seveda tisti, ki vsak dan v tednu opisujejo čas, v katerem živimo. Slovenski jezik za medij, ki združuje vse to, pozna čudovit izraz, ki mu težko najdemo ustreznico v drugih jezikih. Čas opis. Novinarsko delo nikakor ni brez napak. Mediji nismo le kritično zrcalo družbe, smo tudi njen sestavni del v dobrem in slabem. O vsem tem navsezadnje govori prav zgodovina dela. A s ponosom lahko rečem, da je delo imelo in ima eno najbolj heterogenih, pluralnih in profesionalnih novinarskih ekip v slovenskem medijskem prostoru. Avtonomni posamezniki in posameznice, ki jih odlikuje razgledanost, radovednost, pogum, empatija in kritičnost. Prepričan sem, da nam bodo v času, ki splošno informativnim medijem ni naklonjen, lahko samo te lastnosti omogočile prihodnost. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, vse najboljše, srečno delo. Hvala lepa, gospod Uroš Urbas, tudi vam za ta res navdihujoč nagovor. Prosim, da ostanete kar z nama na odru, kajti k nam, v našo družbo, vabim
direktorico medijske družbe Delo, gospo Natašo Luša. Prosim. Vstopamo namreč v poseben del večera, podelitev Delovih novinarskih nagrad. Kdo so ti izjemni posamezniki, katerih avtorski doprinos še posebej bogati tako časopisni medij kot širšo družbo? Čigav dosežek nikakor ne more ostati prezrt. Uredništvo Dela je sklenilo, da so dobitniki letošnjih nagrad v 4 kategorijah naslednji. Med fotografijami, ki so jih v preteklem letu posneli Delovi fotoreporterji, še posebej izstopa fotografija z naslovom Ločevanje odpadkov. Posneta je bila oktobra lani na tiskovni konferenci ministra za okolje in prostor Jureta Lebna v zbirnem centru odpadkov na Barju v Ljubljani. Objavljena je bila ob članku novinarja Boruta Tavčarja z naslovom, ki je povzel ministrove besede. Slovenija se utaplja v odpadkih, država zatajila. Odmaknjen od ministra in njegovih besed je fotograf Uroš Hočevar le z enim samim pritiskom na sprožilec in z upodobitvijo enega samega človeka, snaginega delavca, osamljenega sredi smetmi, ki so jih zavrgli tisočeri drugih, povedal zgodbo o neskončnih količinah odpadne embalaže, ki jo letno pustimo za sabo. Fotografije se je lotil s pretanjenim občutkom za sredinsko kompozicijo. V nasprotju z Delavčevo ujetostjo v kader je odpadke vizualiziral kot nekaj, kar se neomejeno kopiči, kar grozi, da bo seglo daleč onkraj meja fotografije v neskončnost ali do, kako že gre tisti slogan, do našega praga. V kategoriji Delova fotografija leta 2018 je dobitnik priznanja fotograf, filozof, dr. Uroš Hočevar. Čestitke. Čestitke. A ni ganljivo. A če nas reče čestitke? Hvala lepa. Naslednja prejemnica priznanja nima rada, če jo kdo uvrsti med milenice. Zdi se ji, da nosi izraz seboj negativen prizvok. Milenici naj bi namreč veljali za neprilagodljive, zahtevne in ekscentrične. A mi, milenici, če se že moramo tako imenovati, je zapisala v zadnji Delovi temi dneva preteklega leta, imamo podobne težave, zahteve in želje, kot so jih imeli naši starši in stari starši. Le okolje se je spremenilo. In to okolje Anja Intihar zelo dobro pozna. Kot novinarka širokega obzorja se znajde na najrazličnejših področjih, naj gre za pokrivanje izrednih dogodkov, ki jih hitro zna opremiti s kontekstom in tematsko nadgradnjo, naj gre za pisanje poglobljenih tem z raznovrstnih področij življenja ali pa za doživeto napisane reportaže, ki imajo med Delovimi bralci številne privržence. Milenika ali ne. Anja Intihar je predvsem zahtevna do sebe in radovedna do sveta. To pa sta lastnosti, brez katerih niste sam noben dober novinar. Priznanje za Delovega najobetavnejšega novinarja, oziroma zdaj že vemo, novinarko leta 2018 prejme novinarka Anja Intihar. Čestitke. Naslednja dobitnica novinarskega priznanja za leto 2018 je svoje dolgoletno poročanje o katalonskem osamosvojitvenem procesu v lanskem letu kronala z ekskluzivnim intervjujem z nekdanjim katalonskim predsednikom v eksilu Carlesom Puigdemontom. V času, ko je bil Puigdemont ena izmed najbolj izpostavljenih svetovnih političnih osebnosti, je z novinarsko vztrajnostjo, pa tudi spretnostjo uspelo dobiti enega redkih intervjujev. Mimi Podkrižnik je dokazala, da se lahko kljub majhnosti medijskega okolja Delo postavi ob bok najvplivnejšim in da je novinarstvo tek na dolge proge.
Poleg Puigdemonta je v zadnjih 8 letih intervjuvala tudi druge prominentne katalonske osebnosti, od politikov, nazadnje decembra lani, predsednika Katalonije Quima Toro, do literatov in drugih intelektualcev. Mimino poročanje odlikujeta tudi izjemen občutek za jezik in izbrušen slog, ki se mestoma spogleduje z literarnim novinarstvom. Priznanje za delo novinarski dosežek leta 2018 prejme novinarka Mimi Podkrižnik Tukarič. Čestitke, iskrene čestitke. In zdaj bomo podelili še najvišji nagradi. Nagradi, ki jih podeljujemo za dolgoletno predano in visoko kakovostno delo. Posebno nagrado za življenjsko delo prejme novinarka, komentatorka in prevajalka Zorana Bakovič. Dolgoletna delova dopisnica iz Kitajske je izvrstna poznavalka dogajanj v Aziji, Ameriki in na Balkanu. Je eno najbolj prepoznavnih in pri bralcih dela eno najbolj priljubljenih novinarskih peres. Obenem velja za eno najboljših prevajalk Kitajske v Evropi. Zorana Bakovič, diplomantka klasične kitajske književnosti na Univerzi v Šanghaju. Leta 1997 postane naša pekinška dopisnica. Od takrat naprej je svojimi zgodbami in analizami bralcev odstrla mnogotere obraze Kitajske in Azije ter nam približala ta čedalje pomembnejši predel sveta. Tako smo lahko skozi zgodbe navadnih ljudi spremljali preobrazbo Kitajske iz dokaj zaprte, speče velikanke v pravo svetovno velesilo. Obenem pa nam je Zorana Bakovič ves čas odgovarjala tudi na vprašanje, kaj ta preobrazba pomeni za nas na drugi strani evroazijske celine. Decembra lani je izdala knjigo z naslovom Let nad zmajevim gnezdom, v kateri je objavljen zbor njenih mojstrskih esejev, ki so bili od leta 2013 do danes objavljeni na zadnji strani sobotne priloge. V njih se predstavlja v svoji najodličnejši izdaji. Kot mojstrica prepleta malih osebnih zgodb in velikih gospodarskih procesov, geostrateških političnih analiz in intimnih dogodivščin, trdih dejstev in literarne mehkobe. Čestitamo. Čestitke. Vas lahko... Kaj? Se že dobro? Vas lahko prosimo za par besed? Hvala lepa. Hvala sve. Danas je jedno od velikih pitanja mladih, puno mojih mladih rođaka i mlade dece mojih mlađih prijatelja, što studirati, da li ono što mladi vole ili ono što će doneti dobre poslove i zarade. Ja im onda uvek citiram Konfucija koji je rekao, ko je radio ono što je volio, može računati da nije radio niti jedan dan. Mojih 32, skoro 3 godine u delu zapravo mi je dalo tu privilegiju da se nakon svih ovih desetljeća osjećam kao da nisam radila, a obožavala sam delo u delu. No, kada se radi ono što se voli, to uđe pod kožu i malo i u kosu. I kada sam prije 3 dana u Beogradu mog frizera molila da me ošiša tako za posebnu priliku, da to bude nešto posebno, on je osjetio da ja kad pišem često radim to i čupkam se malo dok razmišljam kako to postaviti da bude točno tako i gle, ošišao me ala Kim Jong-un. Še enkrat hvala svem.
Posebno nagrado za življenjsko delo prejme pesnik, novinar in publicist Peter Kolšek. Prosim. Kar brez začne, ne? A berem. Iskrene čestitke. Peter Kolšek je pesnik, esejist, komentator, kritik in urednik ter ena izmed najprepoznavnejših novinarskih osebnosti zadnjih 3 desetletij pri nas. Njegov novinarski opus ni fascinanten samo zaradi obsega in žanrske raznovrstnosti, temveč predvsem zaradi vrhunske refleksije, avtonomnega kritičnega duha in stilne izbrušenosti, ki v slovenskem medijskem prostoru le težko najdemo primerjavo. Skoraj vsa 90. leta prejšnjega stoletja je bil urednik Delove kulture, zatem je dolgo urejal književne liste, najstarejšo knjižno prilogo pri nas, tudi po upokojitvi pa je ostal redni kolumnist Sobotne priloge. Kolšek je obenem avtor več pesniških zbirk, kritiških in kolumnističnih knjig, epistolaričnega romana in več pesniških antologij, prav pred kratkim pa je podpisal še dokumentarno esejistično monografijo Reci tvoji roki, da jo poljubljam, v kateri se je lotil Cankarjevega odnosa do žensk. V ospredju njegovega pisanja je bila in je kultura, ta najpomembnejša dama slovenske zgodovine, za katero radi rečemo, da je porodila duha naše države. Literatura, še zlasti poezija, film, televizija, kulturna politika, najrazličnejši družbeni fenomeni, pa tudi vsakdanja banalnost realne politike, vse to je našlo odziv v Kolškovem lucidnem in dosledno argumentiranem pisanju, velikokrat začinjenim s pronicljivo ironijo in blagohotnim humorjem. Iskrene čestitke, Peter Kolšek. Prosim za besedo. Da se bom čist kratek. Lepo je biti upokojenec, še lepš pa je biti nagrajen upokojenec. Zahvaljujem se uredništvu, stari in novi garnituri za to veliko pozornost. Še naprej bom, tako kot doslej, kakor si domišljam, eden najbolj temeljitih bralcev dela, prelistam ga od začetka do konca, in lahko rečem, da mu gre zadnja leta na bolje. Ja. Že samo, recimo, da temeljito preberem po 2 ali 3 članke na dan kolegice Zorane, zahteva celega človeka. Sicer pa ne obljubim, da ne bom občasno pač bentil in se jezil na kaj prebranega. Hvala lepa. Še enkrat čestitke in globoko spoštovanje vsem vam nagrajenci v želji, da vam ta priznanje lahko pomenijo nov zagon v vašem visoko kakovostnem delu. Hvala tudi gospa Luša in gospod Urbas. Najlepša hvala. Hvala vam. Ja. S podelitvijo novinarskih nagrad smo slavili in jih še slavimo tiste, ki ustvarjajo novinarske zgodbe. Zdaj imamo priložnost slaviti tiste, ki so glavni junaki teh zgodb. To so ljudje, ki nas navdihujejo svojo nesebično držo, svojimi načeli, znanjem, vztrajnostjo in izjemnimi dosežki. Kandidati
za osebnost leta 2018, ki so danes skupaj z nami, so ambasadori vrednot, ambasadori novih idej, so ljudje, ki s svojimi dejanji in dosežki premikajo meje in nam dajo vedeti, da je tudi posameznik lahko gonilo sprememb v družbi in da je močnejši, kadar deluje skupaj z drugimi. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo partnerju akcije Delova osebnost leta, Zavarovalnici Triglav, ki že nekaj let zapovrstjo podpira ta projekt in prepoznava vrednost pozitivnih zgledov v slovenski družbi. In upajmo, da se v naslednjem letu Zavarovalnici Triglav pridružite tudi drugi, saj bomo podelili že 30. laskavi naziv. Letos pa so nominiranci za 29. naziv Delove osebnosti leta naslednji. Kirurga Uroš Ahčan in Vojko Didanović sta predstavila nov dosežek v estetski kirurgiji v svetovnem merilu. Sta prva na svetu, ki jima je s pomočjo predanih sodelavcev v Ljubljanskem kliničnem centru uspelo narediti nos iz roke in ga ožiljenega in oživčenega prenesti na obraz. Z uporabo zgolj lastnega tkiva pacientke sta zmanjšala možnost, da bi ga telo zavrnilo. Kljub temu, da premikata meje v svetovnem merilu, ostajata dostopna in predana svojemu osnovnemu poslanstvu – pomagati sočloveku. Kraljica globin Alenka Artnik se je julija na Bahamih na vdih in z enojno plavutjo potopila do globine 105 metrov in izenačila svetovni rekord. Alenka je torej nominirana zaradi rekordne globine, a hkrati paradoksalno tudi zato, ker je ni dosegla. Je svetovna prvakinja, ki je šampionka zato, ker se zna obrniti, ko je čas, se zna ustaviti pred svojimi pričakovanji in pred pričakovanji drugih. Kaže nam, kako je mogoče uspeti ter ohraniti sebe in čisto vest. Jakov Fak je izjemen športnik, človek z briljantnimi športnimi uspehi in z moralno avtoriteto tudi zunaj športnega terena. Biatlonec je poskrbel za najodmevnejši slovenski dosežek na lanskih zimskih olimpijskih igrah v Južni Koreji. Predvsem pa je v vsem tem času ostal trdno na tleh, prijazen in dostopen za novinarje, otroke in mlade športnike, kadar mu le nabito poln urnik v svetu vrhunskega športa to dovoljuje. In pri 31 letih še zdaleč ni postavil svoje opreme v kot. Prva športna plezalka sveta, Janja Garnbret, je bila lani 2-krat zlata in 1-krat srebrna na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku. Je zagnana, preprosta in prizemljena. Skromna, dostopna in sproščena. Športnica in človek z veliko začetnico. Komaj 19-letna se že resno spogleduje z olimpijsko kolajno. Sestra Bernarda Gostečnik je varuhinja zapuščine znamenite Felicite Kalinšek. Veliko slovensko kuharico je posodobljeno in izpopolnjeno pripeljala v 21. stoletje. Je poosebitev 150 let nesebičnega truda, da bi bilo za ljudi življenje boljše, lažje in bolj zdravo, na področju, kjer so stoječe ovacije redke. Leta 2018 ima kuharica 1000 strani, več kot 3000 receptov, ki jih je Bernarda Gostečnik predelovala in preizkušala 2 leti. Metala ven, dodajala in popravljala besedila. Vlado Kreslin je tisti pesnik in glasbenik, ki morda nikoli ne bo dobil velike Prešernove nagrade, pa bi jo moral. Vsi tisti, ki so mu blizu že od začetka njegove kariere, govorijo o isti stvari, da je Vlado nekdo, ki ga prepoznajo vse generacije, da je bard, ki poezijo poje tako, da se približa tistim, ki jim je namenjena, ljudem. V dokumentarnem filmu Pojmi pesem vidimo, da je odraščal z zgodbami, v brivnici, ob reki, pri čevljarju. Zato dobro ve, da vsi potrebujemo zgodbo, na odru, v glasbi in v življenju. Mlada raziskovalka Tina Lebar velja za vizionarko biološkega računalništva. V zadnjem letu je prejela 3 odmevna priznanja, med drugim zlati znak Jožefa Štefana za najodmevnejše doktorate doma in tujini. Predstavlja novo generacijo nekonvencionalnih znanstvenikov, ki ne priznavajo lastnih omejitev. Ko govori o svojem delu, je čutiti njeno strast, ki jo žene, da ure in ure preživi v laboratoriju na Kemijskem inštitutu, da tam tudi prespi, če delo to zahteva, da je ne ustavijo razočaranja in da si želi usvojiti še več znanja, pa čeprav to pomeni odhod v tujino.
Dušan Merc je eden redkih, ki pogumno opozarja na napake našega šolstva. Zaščitil je mladoletni žrtvi spolne zlorabe, storilcema preprečil vstop v šolo, vse skupaj opravil diskretno, ko pa je prišel čas, o tem tudi brez dlake na jeziku spregovoril. Merc pogreša deontologijo učiteljstva, ki je bila po njegovem mnenju včasih jasna. Vzgojni in izobraževalni problemi so vse večji, ker otroci ne morejo slediti vsemu, kar si izmisli birokracija, je kritičen upokojeni ravnatelj, ki ne prizanaša niti staršem. Borka proti plastiki Urša Zgojznik je predsednica Ekologov brez meja in v ospredje postavlja dejanja, ključna za rešitev temeljnih problemov naše prihodnosti, podnebnih sprememb in plastičnih odpadkov, v katerih se utapljamo. Je umirjena, preudarna in ima redko lastnost med ekologi, da deluje povezovalno. Vsem nam nastavlja ogledalo, a ne pridiga, temveč poziva k dejanjem. Bronja Žakelj je svojo življenjsko zgodbo oblikovala v odličen roman Belo se pere na 90. Z njim ni povedala samo, kaj se zgodi, ko se zgodijo hude reči, smrt, bolezen, razpad družine, konec ljubezni, samota na 1001 način, ampak tudi kako preživeti in predvsem kako živeti. In da resnica, tudi če je zelo težka, postane lažja, ko jo udomačiš, vzameš za svojo in sprejmeš. Ob teh zgodbah ostaneš brez besed. A vendar smo izbrali eno osebnost leta 2018, izbrali so jo bralci in uredništvo Dela. Preden pa vam izdamo ime letošnjega dobitnika naziva Delova osebnost leta, na oder ponovno vabim glavnega urednika Dela Uroša Urbasa ter glavnega direktorja medijske družbe Delo, gospoda Andreja Krena. Prosim. Letošnja osebnost po izboru bralcev in uredništva Dela je duet. Izvrstno ubran in uglašen v znanju, napredku in pogumu. Dame in gospodje, dr. Uroš Ahčan in dr. Vojko Didanović. Profesor dr. Uroš Ahčan, specialist plastične kirurgije, in dr. Vojko Didanović, specialist otorinolaringologije in maksilofacialne kirurgije, sta strokovnjaka z izjemnimi rezultati. Zagnana entuzijasta, predana zdravniškemu poklicu z izrednim posluhom za paciente. Ko operirata, se čas zanju ustavi. Nenehno sta na poti k novim idejam in ciljem. Lani jima je kot prvima na svetu s pomočjo 3D modela uspelo narediti nos na podlakti in ga ožiljenega in oživčenega prenesti na obraz. Z rekonstrukcijo, ki je imenik v estetski kirurgiji v svetovnem smislu, sta bolnici vrnila življenje, kakršnega sicer ne bi imela. Iz teme sem prišla v svetlobo, je povedala po 6 mesecih okrevanja. Garača, ki teži tak popolnosti, kot pravijo njuni kolegi, pa sta v mislih že pri novi rekonstrukciji nosu. Njuno delo, njuna pot in osebnost pripovedujejo o tem, da so v družbenem podsistemu, za katerega imamo velikokrat občutek, da razpada, ljudje.
ki jim lahko zaupamo svoje življenja. Ljudje, ki nas opogumljajo, da je vse mogoče in nam dajejo zgled tudi po človeški plati. Vrhunska strokovnjaka sta namreč najprej človeka, ki želita pomagati drugemu človeku. Tudi po njuni zaslugi slovenska medicina sodi v vrh svetovne stroke. Iz srca čestitamo. Zdaj pa se zahvaljujem gospodu Urbasu in gospodu Krenu, seveda pa nagrajenca prosim za nekaj besed. Prosim. Hvala lepa za to prestižno nagrado. Pomembno se je kdaj vprašati, kako osmisliti oziroma oplemenititi čas, ki nam je ob rojstvu dan. Iskrive misli, dobre ideje, naporno delo, sodelovanje, strast, pogum, prijateljstvo, tovarištvo, stisk roke, nasmeh, vse to in mnogo več oblikuje pozitivne zgodbe. In pozitivne zgodbe, ne stvari, oblikuje svet, po katerem hrepenimo. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil staršem, učiteljem in tudi nasprotnikom, ki so razširili moje znanje in pogled na svet. Zahvalil bi se sodelavcem za požrtvovalno delo in zaupanje, svoji družini za ljubezen in navdih, vsem Slovencem, ki so motivatorji, ker svojimi dejanji dvigajo meje in nas motivirajo, da smo še boljši. Zahvalil bi se jasno tudi bralkam in bralcem dela. Ob tej priložnosti pa bi rad čestitil tudi vsem nominirancem. Veliko čast mi je bilo biti v taki prestižni družbi in rad bi se čestital vsem ustvarjalcem dela v zadnjih 60 letih in prikazali ste, da ste imeli obilo dela, ki ste ga odlično opravili. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz mislim, da danes med nominiranci in nami tukaj ni zmagovalcev, da smo vsi zmagovalci. Z Urošem sva že takrat, ko sva se začela pogovarjati o operaciji, vedela, da to operacijo želiva predstaviti ne samo strokovni javnosti, ampak tudi širši javnosti. Zato je ta dokumentacija od začetka, od planiranja, operacija, uspeh operacije, rezultat, vse dobro dokumentirano. In potem, ko smo to predstavili javnosti, smo doživeli v bistvu en zelo pozitiven, mislim, da nepričakovano pozitiven odziv v javnosti. In kar se mene tiče, to dokazuje, da imamo nekako v Sloveniji dovolj negativne energije oziroma negativnih informacij o tem, kaj se dogaja v medicini. Mislim, da ljudje želijo vedeti, da imamo dobro medicino, da imamo medicino, ki lahko da vrhunske rezultate in ki jo lahko primerjamo z tistimi, ki imajo najboljšo medicino in ki za medicino dajo veliko več denarja kot mi. Hvala vsem, ki ste glasovali za naju, ki delate z nama. Ta nominacija in to, kar se danes tukaj dogaja, je nekaj res lepega, nepričakovanega, je res nekaj velikega v karieri vsakega zdravnika. Mi da z Urošem seveda delava naprej, vsak na svojem področju, delava tudi skupaj, planirajo naslednje posege, naslednje operacije in na nek način je ta nominacija tudi zaveza za naju, zato da bova še naprej razvijala vrhunsko rekonstruktivno kirurgijo. Hvala še enkrat.
Spoštovana nagrajenca, še enkrat iskrene čestitke, upam, da lahko rečem v imenu cele Slovenije in hvala za vajin izjemen dosežek. Naše druženje nocoj tukaj v dvorani se počasi izteka. Slavnostni večer pa bo tekel naprej z odprtjem razstave Muzeja tiska, ki jo je s pomočjo entuzijastov iz Cankarjevega doma v predverju Linhartove dvorane postavil Ali Žerdin, urednik Sobotne priloge. Žerdin goji posebno strast do tiska in že nekaj let zbira posebne številke starih časopisov in revij iz celega sveta. Nekaj, kar smo kolegi sprva opazovali z nasmeškom in rahlim začudenjem, je zdaj dobilo zavidljive dimenzije in neprecenljivo vrednost. Vabljeni. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem soustvarjalcem Delove zgodovine in Delove sedanjosti, vsem sodelavcem iz Delove hiše, vsem zunanjim sodelavcem, nekdanjim in sedanjim, vsem poslovnim partnerjem, oglaševalcem in agencijam in vsem institucijam, s katerimi sodelujemo. In velika hvala vam, našim bralcem, vsem, ki vam je mar za delo. Brez vas naše delo ne bi obstajalo. Hvala lepa. Ni še konec, ker je vsako pomembno obdobje dela zasnovoval nov slogan, bo tudi delo jutrišnjo številko časopisa začelo z novim. Vedeti več pomeni imeti moč. Hvala. Živimo v času, ki nas tlači v predale. Naš, njihov, lev, pesem, rdeč, črn, domoljub, svetovljan, ekolog, onesnaževalec, dober, slab. A sveta ne sestavljajo nasprotja, temveč neskončni odtenki raznolikosti. Kakovosten časopis vam jih pomaga spoznati in razumeti bolj kot katerikoli drug medij. Ne boste se vedno strinjali z vsem, kar napišemo, in prav je tako. Smisel soočenja mnenj ni a priorno zavračanje stališč drugih, temveč dialog. In pogovor je možen le, kadar poznamo in razumemo mnenja drugih. Prepričani smo, da sta vedenje o svetu, v katerem živimo, ter razumevanje dogodkov in okolja nujni za aktivno vlogo posameznika v družbi. Samo aktivni državljani pa lahko pomagajo spreminjati skupnost in državo na bolje. Ni nam vseeno, v kakšni družbi živimo. Naše delo je, da vi veste več. Vedeti več pomeni imeti moč. Delo. 60 let. Še enkrat hvala vsem, da ste se odzvali v tako velikem številu in kot rečeno, nocojšnje slavje še ni končano. V prvem predverju že čez nekaj trenutkov pričakujemo odprtje Muzeja tiska, kamor ste prisrčno vabljeni. Odprtju sledi ogled razstave in pogostitev. Naj večer teče naprej. Hvala lepa.